Živijo, Peter spet z vami in gremo se potepati. Danes sem v vasici Prtovč nad Železniki in gremo na Ratitovec, kam pa drugam. Pejte zraven. Gor gremo čez poldan, ker je sončna stran, dol bomo šli pa po krožni poti. No. Takole prvi del poti poteka po vlaki. Bomo prečkali tudi kar nekaj takih luštnih potočkov. Pa ko pridemo na sedlo pod daljnovode, tam se bomo pa usmerili na pešpotko, taka luštna potka je pa. Na sedlu lahko prvič uživamo res v ful dobrih razgledih. Na primorsko in na gorenjsko stran. Evo pa še malo table. Še ena urca je do gor. Dajmo. Smo pri novem križišču, nazaj dol, ali pa proti Sorci. Mi gremo pa gor, itek. Gor je pa kar tak veličasten pogled, kada gremo na 2 Jurja plus. Temu se pa že reče razgled, Tam na levo je Porezan, tole naprej je pa pol v bistvu Soriška planina pa Južne Bohinjske gore naprej. Levo dol je pa Baška grapa. Kar kul razgled, ne? Sicer je knowledge že mimo, ampak Smrekca pa še zmeraj krošena. Prav lepo. Evo, končno na Ratitovcu. Tisle gor je pa eden od vrhov. Mogoče pa še na drugega skočili kaj dol, da tole zgornjo postajo žičnice. Tole je drugače najvišji vrh Ratitovca. Tale pa mislim, da je drugi najvišji. Evo ga, pa smo na vrh. Gremo kar takoj panorama narediti. Tole dol so Kamniške Alpe. Ta lev je Storžič. Pol je greben Košute, Begunjščica, zadnji Vrtača, Stol, Golica, Dovška baba Kepa, pa potem Julici,
Triglav itek vidite. Tole so južne Bohinjske gore, se pravi spredje je ta najvišji vrh Ratitovca. Tole smo rekli Porezen, Koča. Tole tle zadaj smučišče na Cerknem, prav bogo zgleda, oziroma itek nad snega. Tole Blegoš, zadaj, čist zadaj Snežnik. Evo, tukajle je Tošč, po Hograjcih, pa tamle se Grmada vidi sred Ljubljanske kotline. Pa smo pa že okoli, ne. Ful dober razgled in super je, kad danes čist nič ne piha. The best. Čez Ratitovce šla pa tudi Rupnikova linija. Ker tamle na bližnji Soriški planini je bila Rapalska meja, se pravi, so imeli Italijani bunkre, tle so jih pa naši delali. Tale prekrasen bivak je pa kakšen let 2 mogoče star. Evo, v bivaku je pa opisna knjiga za prijatelje Ratitovca. Evo, že 23. Aha, tle je pa zaklenjen. Aha. A drugače bo pa odprt? Ja, ko bo zrihtan. Se bo dal ključ dobiti, ne, tako, ne vem točno kakšen bo točen protokol, tako je. Okej. Se da pa skriti vse tle? Ne, vse so tukaj noter že spali. Ja, glede na to, da sta danes tudi starša z mano, pa imam še malo cajta, ker sem šel jaz malo hitreje gor, bom skočil še na tale visok vrh. Sem pa zdajle v bivaku z dvema gospodoma, domačinoma malo poklepetal. Pravita, no pa en gospod že 10 tisoč obiskov oziroma opisov v knjigo v 30 letih je to naredil. Ena gospa je pa 14 let vsak dan bila opisana gor. Vsak dan 14 let je prišla gor, ni važno, je bil sneg, dež, skozi to je bilo gor. Noro. Evo, tole prihajamo pa na drug vrh, sicer ni najvišji, ker najvišji je tamle, ampak mislim, da nam šlo dokaj. Pa še s te strani malo razgleda. Evo, Koča, Kamniške, Karavanke, Julici in tamle gor je Dron. Se pa prav od lepega sončka se je prav na hitrico pooblačil. Sta pa tudi že starša gor prišla, tako da pičimo zdaj dol po drugi strani. Se nam odpre pa čudovit pogled, tamle dol so Dražgoše. To vse levo je pa Jelovica. Tukaj dol se pride, kjerle se pa gre. Tukaj pa še en 4. ali 3. vrh, se ne vem, koliko jih je točno na pamet. Ampak tukaj je še eden od vrhov Ratitovca.
Deresce so tlele po zim zelo priporočljive, če ne celo obvezne. No. Sploh takole ene par dni po sneženju, ko se vse skupaj zbije in je pol res drsalnica. Počasi se bližamo izhodišču. Bi pa še ene par stvari povedal o Ratitovcu, drugače to najvišji vrh v našem predalpskem svetu. V bistvu je podaljšek Jelovice in vsi 4 vrhovi na Ratitovcu so višji od Orezna, ki je drugi najvišji vrh. Od obeh oziroma vseh teh je pa višji Snežnik, ki je pa najvišji vrh izven alpskega sveta v Sloveniji. Takole, evo, mi smo nazaj do avta. Ja, o Ratitovcu sem zdaj kar nekaj že povedal, ampak lahko še povem, da je to en super družinski izlet. Ni tehnično nič zahteven, fejst je pozimi deresce, kot sem rekel, poletje pa to čista žurka, razgledišče oziroma razgleden vrh je tak, da je noro. To je to. Dajte, če vam je bilo všeč, like, pišite se, kakšno vprašanje, komentar, vse se potrudim, da odgovorim. Tako da, hvala, ker ste stali z mano do konca. Čau!